Dobro jutro, tukaj je Valentin. Ura je 7, danes se že majčkeno oblači, se bo začelo deževno vreme. In tokrat bom spregovoril o sprejemanju. Kaj je sprejemanje kot beseda, kot pomen v našem življenju? In kako se to nanaša na besedo odgovornost? Torej, če pogledamo, kako mi delujemo kot neke vrste zaprti sistem, kot neka individualizirana oblika življenja, kot nek posameznik, ki deluje po nekih vzorcih, po nekih programih, po nekih miselnih vzorcih in vedenjskih vzorcih, lahko ugotovimo, da to, kar smo postali, kar je del nas, našega programa, našega avtomatičnega odzivanja, so določena prepričanja, verovanja, torej programi, ki smo jih sprejeli v sebe v svoji preteklosti. Ni pomembno sedaj, ali se spomnimo, kdaj in na kakšen način in zakaj smo sprejeli določene programe, miselne in vedenjske vzorce v sebe. Ne glede na to, ali se spomnimo tega ali ne, smo vedno 100% povsem odgovorni za čisto vse, kar sestavlja nas same. Vse, kar smo sprejeli vase, vse to smo mi sami 100% odgovorni. Ker samo mi imamo moč odločanja o tem, kaj smo vase sprejeli, kaj smo vzeli kot za našo resnico, za resnico življenja, kaj smo pa rekli ne, s tem se pa ne strinjam, to se mi pa zdi neka laž, na osnovi tega pa ne bom živel, in smo ta program, ta prepričanje zavrgli, ga nismo sprejeli v sebe. Torej, na osnovi naših miselnih vzorcev, tistega, kar smo postali, smo se potem začeli avtomatično odzivati, zgradili smo svojo osebnost, svoj karakter in sedaj rečemo, taki smo, mi smo to. In potem naše odločitve, naše delovanje zagovarjamo s tem, da rečemo, ja, to sem pač storil, ker je to pač moja narava, ker sem to jaz, ker sem poslušal samega sebe. Na ta način opravičujemo sleherno naše dejanje ali tudi nedejanje, ker se tudi rečemo, ne, to bom dopuščal, to bom pustil tako, kot je, ker je pač to moje prepričanje, ker v to verjamem. Iz tega torej izhaja, da smo mi osebno odgovorni za vse, kar počnemo, vse, kar mislimo, kar rečemo, kar naredimo. Kot vidimo na tem svetu, se pa ljudje obnašamo precej neodgovorno. Nekaj naredimo in potem rečemo, ne, zato pa nisem odgovoren. To sem pa storil zaradi tega, ker sem dobil sporočilo višjega jaza, ali storil sem to zato, ker mi je to nekdo rekel. Na ta način počnemo stvari, za katerimi drugimi škodujemo, brez da bi prevzeli odgovornost za to, kar počnemo. In v teh videoposnetkih bomo hodili proces preobražanja naših miselnih vzorcev, naprej analiziranja, kdaj, zakaj, od koga smo jih sprejeli vase, zakaj smo dopustili, da so postali del nas,
kakšne so posledice teh miselnih vzorcev in kako lahko te miselne vzorce spremenimo, tako da najprej analiziramo vse miselne vzorce, naš celotni operacijski sistem. Če vzamemo, da smo mi kot neke vrste biološki robot, kako lahko proučimo, kateri od teh miselnih vzorcev so koristni za nas in za celotno človeštvo oziroma za vsa živa bitja, in kako lahko potem tudi učinkovito te miselne vzorce spremenimo. Odstranimo škodljive miselne vzorce iz sebe, se v bistvu reprogramiramo in zgradimo boljši operacijski sistem, boljšo verzijo naše osebnosti, našega karakterja, na ta način, da bomo kot posamezniki začeli podpirati življenje kot enakovredno, da se bomo spoštljivo začeli obnašati do vseh vrst življenja, do vseh živih bitij in tudi začeli soustvarjati nov družbeni in globalni sistem, ki bo brezpogojno podpiral dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja. Vabljeni torej na potovanje skozi osebno preobrazbo in se vidimo spet naslednji dan. Čao!